Nikakor, sicer zanimiva ideja, ampak jaz na to ne gledam kot na projekt ročne zavore, ampak kot na vzvod, ki bo Evropo dejansko potisnil naprej. Sploh v tem statusu quo, v katerem je zdaj kot praktično ves zahodni svet ujeta in se že od teh kriz dalje pravzaprav ukvarja samo samo. Dejstvo je, da politika v zahodnem svetu kaže, da ljudje potrebujejo nek narativ, da volivci potrebujejo nek narativ, neko zgodbo, neko vizijo, česar se bodo lahko oprijeli, nekaj, s čimer bodo lahko osmislili svoja življenja, ne zasebna, ampak v javnem, političnem smislu, to, kar smo kot družba, in to je tisto, kar ta pobuda želi spodbuditi. Ok, zdaj, če je ena od idej te pobude, ki mi da si se še Ja, posebej rešil. Jaz sem še nekaj hotel vprašati, ampak sem preskočil do gospoda Avla. On da bo vse odgovoril, vse rekel. Se mogoče lahko snesti še? Živijo. Če pač pride do tega, da imamo predlog za neposredno voljenega predsednika, tukaj imamo enega plebiscitarnega predsednika, ki gre zdaj v drugi mandat, je to lahko kandidat majhne države, je to lahko nekaj idealnih okoliščin? To je ta predlog za neposredno voljenega predsednika, je predlog, ki izhaja res iz tega ustavnega dokumenta. Ampak jaz mislim, da to samo po sebi v tem trenutku ni najbolj pomembno. Ta dokument je neka osnova za razpravo, za nek intelektualni stimulus, javni stimulus za to, da Evropska unija se končno premakne z tega statusa, v katerem je. Če bo pa ta dokument tak, kot je, vsaj približno tak, kot je uveljavljen, bo pa seveda od novih političnih dimenzij, nove politične stvarnosti odvisno, kdo bo tisti posameznik, ki bo lahko nekoč načeljeval Evropske unije. Danes mislim, da je to še preuranjeno. A lahko samo eno stvar, v bistvu zdaj ne bo ta Evropska unija ne bo niti federacija, niti konfederacija, niti združene države, v bistvu, ne. Kakšna je potem v bistvu rešitev? Evropska unija, prav imate, že danes ni več samo konfederacija, več kot to, je pa manj kot federalna država. In v bistvu ustvarjamo nekaj, kar je vmes med konfederacijo in federalno državo, bo torej zveza suverenih držav in njihovih ljudstev, ki bo tvorila skupno celoto in bo navzven in navznoter zagotavljati skupne interese državljanov, posameznikov in držav. Skratka, v Evropski uniji moramo mi maksimizirati tri interese. Interese držav članic, interese supranacionalne ravni Bruslja, ki tudi zastopa vse državljane Evropske unije, in potem interese Evropske unije kot celote navzven. In ta ustavna forma Evropske unije kot zveze, torej kot ne konfederacije, niti ne kot federalne države, je mislim, da je tisto, kar lahko ponudi to rešitev. Dobro. Hvala lepa. Ja. Okay. Zdaj čist ne razumem. O idealnem kandidatu za Republiko Slovenijo. Tako, predsednik. Ja, Slovenija potrebuje, zdaj bom rekel, zelo kičasto, predsednika, ki bo predsednik vseh državljank in državljanov, ki bo jasno stal za ustavnim redom Republike Slovenije, ki bo zagovarjal tiste naše temeljne vrednote. Kdo pa to bo, je pa odvisno od tistih, ki ga bodo predlagali, pa če bo kandidiral sam. Borut Pahor je že na 80%, tako rekoč, zdaj sem še vprašanje, ali v prvem krogu ali v drugem, ampak drugi ponudniki bodo nekaj morali dati, verjetno bo to ženska, verjetno bo pač to neka, ne vem, kakšna druga ideologija, ki bi pač zagovarjala in pokrila tisto, kar Borut Pahor ne. Je to pač imperativ, ženska kandidatka na desnici, torej, ki je lahko agregat 20%? Tega ne vem. Jaz mislim, da ko gledamo na predsedniške kandidate, pa sploh na ljudi, ki kandidirajo na javne funkcije, mislim, da spol tu ni odločilen. Ključna ni forma, ključna je vsebina. Kar se tiče aktualnega predsednika gospoda Pahorja, on mislim, da se je v svojem predsednikovanju bolj kot kateri predsednik doslej trudil za to, da je dejansko poskušal biti predsednik vseh državljank in državljanov, in kdorkoli bo kandidiral proti njemu, bo moral dokazati, da je lahko še boljši. Jaz sem pripričan, da lahko je, in tega se veselim.